gospodje, spoštovane Mariborčanke, spoštovani Mariborčani, med nami prisrčno pozdravljam predsednika Republike, dr. Danila Türka. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Navdušen sem nad tem navdušenim sprejemom tukaj v Mariboru, ki je moje rojstno mesto in mesto, kamor velikokrat prihajam tudi kot predsednik Republike. Danes bi rad še posebej poudaril, da je Maribor tudi evropska prestolnica kulture in je torej tudi naša prestolnica kulture, tudi slovenska prestolnica kulture. In zato je popolnoma naravno, da začenjam zbiranje podpisov za svojo kandidaturo za drugi predsedniški mandat prav tu v Mariboru. Kandidiram kot kandidat državljanov in sem hvaležen vsem, ki mi izrekajo podporo. Med temi, ki mi izrekajo podporo, tudi več političnih strank in različnih organizacij in vsem njim sem hvaležen za to podporo. Verjamem, da je dobro, da je več kandidatov, kajti vsake volitve so tudi izbira. In dobro je, da imajo volivke in volivci na razpolago izbiro med različnimi kandidati. Želel bi, da bi vseh 9, ki nas je izjavilo pripravljenost, da kandidiramo, doživelo enakomerno, enakopravno zanimanje medijev. Kar zadeva gospoda Boruta Pahorja, seveda, jaz ne vem, kako je on prišel do te odločitve, to bo sam razložil. Danes bom nekaj časa tu v Mariboru in če se bova v tem času videla, se bova verjetno gotovo prijazno pozdravila, se vendar poznava. In v Mariboru, v mojem rojstnem mestu, zelo rad pozdravim vse znance, ki jih tukaj srečam. Torej, gledajte, vsi vemo, da v našem sistemu predsednik Republike nima izvršnih pooblastil. Predsednik Republike pa ima veliko odgovornost, ki izhaja iz dejstva, da ga izvolijo državljanke in državljani na neposrednih volitvah. Predsednik Republike je edini predstavnik države, ki je izvoljen na direktnih volitvah. V tem pogledu je njegov položaj podoben položaju županom, ki so tudi izvoljeni za svoje občine na neposrednih volitvah. Kar zadeva neposredne vloge, ki jo ima predsednik Republike, bi jo opredelil v 3 točkah. Predsednik Republike vselej svetuje, opogumlja, kjer je opogumljanje potrebno in opozarja, kjer so opozorila potrebna. To so tiste njegove dejavnosti, ki ga povezujejo z državnimi organi in kjer je prav, da državni organi njegova opozorila, njegovo opogumljanje in njegove nasvete vzamejo resno.